Pozdravljeni. Zopet so na vrsto prišle vaše pobude ter vprašanja. Nekoga izmed vas zanima, kakšna je v resnici razlika med načinom boost ter načinom overtake. In seveda na to, ter še marsikatero drugo vprašanje, bomo skupaj skušali najti odgovor v naslednjih minutah. V sezoni 2026 nas čaka kar nekaj zanimivih novosti. In eno poglavje, ki verjetno zanima marsikoga izmed vas, so tudi različni načini. Pred časom sem že napravil neke vrste uvodni prispevek, kjer sem poenostavljeno hotel razložiti, kakšna je razlika med tako imenovanim straight mode ter cornering mode, ter povedal sem, kaj pravzaprav pomeni boost mode in tudi overtake mode. In treba je povedati, da nekoga izmed vas v bistvu zanima, kakšna je razlika med slednjima dvema načinoma, kjer bomo pravzaprav mi navdušenci gledali prehitevanja. In tu je treba poudariti nekaj, da v sezoni 2026 ne bo več tako strani nekaterih osobraženega sistema DRS, ampak samo navidezno. Namreč sistem DRS, ki je bil aerodinamične narave, se bo preselil na isto električno hibridno raven in bo prišel v upoštev kot tako imenovan način za prehitevanje oziroma overtake mode. Ko bo voznik na določenem delu proge manj kot sekundo za svojim nasprotnikom, bo lahko uporabil več moči v električno-hibridnem delu in ga tako, po mnenju Nika Tombasisa, lažje prehitel. In da ne bom ponavljal tistega, kar sem že povedal v prej citiranem predhodnem prispevku, imamo tu graf, ki nam kaže, kako bo padala tista razpoložljiva moč električno-hibridnega dela. Vidimo lahko, da do 290 km/h bosta imela oba dvobojevalca v bistvu na razpolago enako moč, tako iz termičnega, kot seveda predvsem električno-hibridnega dela. Nato bo zasledovalec imel dokajšnjo prednost med 290 in 330 km/h in nato proti 350 km/h bo obema moč pojenjala, seveda v električno-hibridnem delu. Tisti del, ki ga zagotavlja motor z notranjim izgorevanjem, bo ostal nespremenjen skozi celotni del. In tu si marsikdo lahko misli, da oni zadaj bo v resnici imel lažje delo. Kajti vidimo, da tam na začetku bo imel velikansko prednost. Govorimo približno o 270 konjskih močeh, preračunano tako malce zaokroženo, da se bomo bolje razumeli. A v resnici imamo dva velika pomisleka. Prvi je ta, da pri FIA še niso točno zapisali pravil ne okrog območij, kjer se bo lahko ta način za prehitevanje uporabljal, in seveda tudi ne o tisti praktično moči, ki bojo lahko vozniki uskladiščili v lastne baterije. Govori se o tem, da oni, ki bo uporabljal tako imenovani overtake mode, bo lahko uskladiščil
pol megadžula več energije. Kar morda na prvi pogled se sliši fantastično, ampak v tem trenutku nam je znano, da bolid Formule 1 v normalnem krogu, ko ne bo v dvoboju, bo lahko uskladiščil med 8,5 megadžula oziroma na določenih progah 8 megadžulov energije. Zakaj na nekaterih določenih progah 8 in ne 8,5 megadžulov? Ker so proge v bistvu nespremenjene že desetletja in na nekaterih lokacijah so že videli, da ne bo možno uskladiščiti toliko energije in zato so seveda znižali tisto količino, da ne bi slučajno kdo lepo sredi ravnine dvignil nogo iz stopalke za plin in tako polnil baterije. In tu verjetno marsikdo se je začel spraševati, kako bo pravzaprav potekalo to nabiranje v navednicah energije, tako kot do sedaj. Sistem NGUK, ki je v bistvu izjemno sofisticiran dinamo, torej lahko proizvaja električno energijo in jo tudi porablja. Ta je priklopljen enostavno na vztrajnik, ki je seveda vezan na glavno gred. In ko voznik spusti nogo stopalke za plin, vztrajnik še zmeraj vrti tako pogon, kot tudi NGUK. In jasno je, v tistem trenutku, ko nastopi zaviranje, se tudi polnijo baterije. Ampak tu ostaja velik pomislek. Namreč tisti, ki sledi, se bo moral onemu spredaj približati. In ko se bo približeval, bo seveda trošil tudi električno energijo. Nato, ko bo za njim manj kot sekundo, bo lahko uporabil ta način za prehitevanje, ampak smo prepričani, da bo imel uskladiščeno dovolj energije, da mu bo manever lahko uspel. Sam malce dvomim in po člankih, ki so na razpolago tudi pri FII, niso preveč prepričani. A mnogi se sedaj sprašujejo, kaj pa lahko napravi oni spredaj, ali samo čaka, da ga bo zasledovalec prehitel ali kaj. Prvič, oni spredaj lahko še zmeraj enostavno zapre vrata in tako prisili zasledovalca, da gre naokrog, če ima dovolj moči in dovolj prostora. In že tu se lahko spomnimo, kako tudi pri sistemu DRS vsak poizkus se pravzaprav ni končal srečno za tistega, ki je bil za. Ampak tu je pomembna razlika med sistemom DRS in tem načinom za prehitevanje. Sistem DRS je deloval na aerodinamični podlagi, torej vsak krog si ga lahko uporabil, če si izpolnil pogoje in nisi imel nobenih drugih ovir. Važno, da na tisti točki, kjer se je merila razlika, si bil pod sekundo za onim spredaj. Ampak tokrat z baterijo boš moral imeti uskladiščeno energijo. In tu je seveda zgodba rahlo drugačna. Če se ti bo poizkus ponesrečil, bo verjetno potrebno čakati nekaj krogov, da boš nabral dovolj energije, da boš ponovno izkusil. In to bi znalo biti rahlo nevšečno, tako za voznike, kot tudi za gledalce. Ampak sedaj pridemo do tiste zanimive točke. Če smo govorili o overtake mode, kaj je potem tako imenovani boost mode? To ni nič novega in nič takega. Gre za stikalo, ki je bilo prisotno že sedaj in daje vozniku možnost porabiti praktično energijo, ki jo ima na razpolago, v enem pospeševanju, v eni ravnini, če si tako želi.
gre v bistvu za gumb, s katerim praktično porabi energijo, ki jo ima na voljo. In seveda tu vprašanje, ki je prišlo na moj račun, ali bo lahko tudi oni spredaj, tisti, ki se brani, uporabil boost mode. Seveda ja, do 290 km/h, ko ima tistega zadaj pod sekundo, ne bo nobenih ovir. Edina ovira bo količina energije v njegovi bateriji. In tu seveda se res lahko začnemo spraševati, ali bo prehitevanje lažje, težje in kaj lahko pričakuje. Prvič, sam tu pričakujem, da bodo bolidi Formule 1 imeli bistveno višje končne hitrosti. Ne zaradi tega, ker bomo imeli tudi premične aerodinamične površine na prednjem in zadnjem stabilizatorju, ampak tudi zaradi praktičnosti. Spomnite se malce grafa. Namreč nad 290 km/h začnejo zadeve delovati in, na primer, prva velika nagrada na letošnjem koledarju je velika nagrada Avstralije. S sistemom DRS mislim, da smo na 3 točkah presegli komaj 300 km/h in na eni 330. Torej, da bodo zadeve delovale na polno, bi bilo potrebno dvigniti tisto povprečno hitrost kar z nekaj. In verjetno bo zanimivo. In treba se je tu seveda ozreti še na kakšno drugo podrobnost. Namreč tu se moramo zavedati nekega dejstva, da bodo ekipe, dobavitelji pogonskih sklopov nekako težile k temu, da bo ta električna energija, ki jo hibridni sistem pogonskega sklopa uskladišči, nekako nadzorovana z nekim določenim programom. Torej, iskali bodo tisto najboljšo srednjo pot, tisti najboljši kompromis, da bodo med krogom imeli dovolj energije na razpolago, ampak da jo bodo tudi dovolj uskladiščili. V prvi sezoni znajo biti tu velikanske razlike. Torej, videli bomo lahko prehitevanja tam, kjer si jih prej niti nismo znali zamisliti, ampak sčasoma se bodo razlike zmanjšale, bodo inženirji dobili tisto edino pravo najboljšo pot in bo vse več ali manj bolj podobno situaciji, kot smo jo videli po starem. In zaključek za odgovor. Videli smo lahko, da je neka bistvena razlika med tako imenovanim boost modom in overtake modom. Torej, boost mod je gumb, ki vozniku da dodatno moč za električno hibridnega dela, ko napada, ko se brani in seveda uslužuje se ga lahko tudi, ko se hoče od nekoga oddaljiti, približati ali pa postaviti najhitrejši krog. Medtem ko overtake mode deluje samo, ko je tisti, ki zasleduje pod sekundo za onim, ki ga želi prehiteti in ima točno določena pravila. Zanimivo je, da zadeve še zdaleč niso dorečene. Testiranje v Bahreinu bo prvi preizkus, kjer bodo videli, ali so sploh te vrednosti prav postavljene. Zato do takrat o kakšnih resnih omejitvah, o kakšnih fiksnih pravilih ne moremo govoriti. Za zdaj je znano le to, da bodo oni z overtake modom lahko uskladiščili pol megadžula več energije in seveda, da na krog v povprečju se jo bo lahko uskladiščilo 8,5 megadžula. Sedaj se lahko začnemo spraševati, ali tista polovička, ki jo dobi voznik, ki zasleduje, bo dovolj. A na to in še marsikatero drugo vprašanje bomo verjetno dobili odgovor v naslednjih tednih. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.